knjigo predlogov, kar razloži. zato da se bo Koper slišal dobro v Ljubljano. A res? In si želimo seveda predvsem, da ljudje povedo njihove ideje, predloge, ker mi rastemo od spodaj na vzgor, pa še dež nas zaliva, da bi šli hitreje. Ja, vi ne boste zbežali zdaj, ko začelo deževati. Seveda ne bomo, se bomo nekam stisnili. In najbolj zanimiv predlog, tak velik megafon ali kako? Ne, mislim, da ne. Mislim, da je treba delati z razumom, z modrostjo, s kulturo in prisluhniti in potem seveda z znanjem ukrepati. Da vidim, kaj je gospa napisala. Se strinjam. Ja. To se pravi, to je gospa zelo dobro napisala. Naj zares spremeni ta današnji kažin. Ja. S primorskim priduhom, to mi je všeč, no. Ja. No, jaz imam še en predlog, en minaret oranžen z velikimi megafoni na vrhu. Samo bom zaprla, da ne zaradi dežja. Kaj bi še rad? Ja, en minaret velik, zdaj, če ga bojo imeli v Ljubljani, zakaj ga ne bi imeli tudi v Kopru? To je vedno odvisno od tega, koliko ljudi živi in katerih ljudi živi kje. Prosim, v Luciji. Ne v Luciji, v piranski občini je bolj Antoniš. Jaz sem Barbara. Zakaj? Ampak zdaj, dokler kandidiram, ne smem pisati. Jaz raziskujem in si upam, ker je treba te svinjarije razčistiti. To sem jaz. No, kakšna je zdaj prepoznavnost iz novinarke v politično osebo? Ljudje me poznajo po tem, kar sem pisala v zadnjem času. Všeč jim je moj pogum, raziskave in zdaj me povezujejo seveda, dajmo reči, da linkajo na oranžno barvo in na zares. In upam, da bo teh linkov čim več, ker to, kar sem pisala, kar sem delala in s tem pogumom mislim iti tudi naprej, v politiko. V bistvu vse se ne bom nič spremenila. Moje vrednote, načela in želje po spremembah so iste. Ja, kar. No super, je kar gužva danes, ne? Tukaj in tudi konkurence. Kako gledate zdaj na konkurenco? Večina današnjega časopisja pravi, da SDS-u predobro kaže, zato da bi lahko leve stranke zmagali. Mogoče nas pa te ankete izzivajo, da gremo na volitve. Pustimo se presenetiti. Ok, najlepša hvala.